bi kar pričeli. Spoštovani, lepo pozdravljeni na predstavitvi monografije Mati mnogih cerkva. Knjiga, ki predstavlja ilustrirano zgodovino ljubljanske nadškofije ter predstavitev vseh njenih 234 župnij v sliki in besedi. Med nami prav lepo pozdravljam ljubljanskega nadškofa in metropolita, monsignorja dr. Antona Stresa, škofa Antona Jamnika, avtorja dr. Metoda Benedika ter gospoda Franca Trunkla, ki je tudi avtor, ne vem, če je med nami, vsekakor ga pa prav lepo pozdravljamo, ne nazadnje pa urednika knjige in pomembnega koordinatorja celotnega projekta, magistra Francija Petriča. Naj povem, da smo na družini izjemno ponosni nad projektom, ki je zagledal luč sveta v okviru jubilejnega leta ob 550. obletnici ljubljanske nadškofije. Predvsem pa hvaležni gospodu nadškofu, da nam je zaupal izvedbo tako zahtevne zamisli. Šlo je nedvomno za najbolj pomembni projekt naše založbe v zadnjem letu, projekt, ki je od zasnove do realizacije vzel 18 mesecev priprave. Vanj smo vključili vrhunske avtorje, vrhunske fotografe, vsega pa vsekakor ne bi mogli izvesti brez vseh članov ekipe družine, od oblikovalca Roberta Debelca do lektorice Vide Frelik ter ostalih korektorskih in drugih uredniških moči. Knjiga želi biti v pomoč vsem vernikom, da bi o svoji nadškofiji znali kar najbolj spregovoriti ter jo predstaviti širši javnosti. Kvalitetna monografija je v marsičem izjemna, po zasnovi in zamisli, da so v eni knjigi predstavljene vse župnije nadškofije, po izvirnem slikovnem gradivu, po visoko strokovnih besedilih, ki ohranjajo berljivost in dostopnost za nestrokovnega bralca. Naj še ob koncu povem, da je knjiga izšla v sodelovanju s francosko-nemško založbo Edition du Cygne, ki je v osebi gospoda Daniela Rambreta izvedla predstavitev projekta po slovenskih župnijah. Veselimo se tudi, da je že v pripravi angleška izdaja monografije, ki bo izšla predvidoma v zadnjih mesecih tekočega leta. Knjiga vsebuje 784 strani s kakovostnimi fotografijami ter zgodovinski intelektualni podobi nadškofije in župnij. Sedaj bi pa prosil gospoda nadškofa, dr. Antona Stresa, naj nam poda nekaj misli o projektu, o knjigi, ter ne nazadnje tudi o jubilejnem letu, v katerem se nekako ta knjiga predstavlja. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem skupaj, ki ste prišli na to tiskovno konferenco, ki je res nam vsem v veselju. Ko sta se pred davnimi 5 stoletji in pol papež in cesar odločila, da bosta ustanovila novo krajevno cerkev s sedežem v Ljubljani, sta bila očitno prepričana, da bo nova škofija s svojimi škofi, duhovniki in verniki še bolj uspešno ohranjala in krepila krščansko vero in njene vrednote. Zato je papež Pij II. Zapisal tiste znane besede, ki jih tako radi ponavljamo in se skušamo vtisniti v spomin, za pomnožitev vere ljudstva. To je bil papežev namen. Samo to pomnožitev vere je seveda težko od zunaj ugotavljati. Lahko pa ugotovimo njene vidne izraze, njene sadove. Med njimi so tudi župnije. Na začetku jih je bilo samo 15. Pri čemer pa seveda moramo upoštevati, da so bile takrat župnije neprimerno obsežnejše, kot so župnije danes. Kot je že bilo rečeno, ob 550. obletnici nadškofija šteje 233 teritorialnih in eno personalno župnijo. Ta nova knjiga lepo opisuje tudi razvoj škofije. Strokovno in zgodovinsko monografijo o škofiji smo v tem jubilejnem letu že izdali. Se spomnite, to je zajetna knjiga Ljubljanska škofija 550 let, kjer je prvič tako izčrpno podana zgodovina škofije iz najrazličnejših zornih kotov. Tu pa imamo v rokah knjigo, ki je poleg krajšega zgodovinskega prikaza podan prikaz sedanjosti,
In se lahko na svoj način vsak vernik najde v njej, namreč preko svoje župnije, ki je v njej nakratko podana. To je svojevrstna osebna izkaznica škofije, kot velikega občestva manjših občestv, ki so tukaj prikazane preko slik svojih najpomembnejših cerkva, predvsem župnijskih, in osnovnih podatkov. Tu se še bolj vidi, kako škofija ni oddaljena centralna ustanova daleč od svojih vernikov, ampak velika družina župnijskih družin. In to je s to knjigo podano zelo nazorno in sem prepričan, da bo tudi prispevalo k naši medsebojni povezanosti in spoznanju, kako smo po eni strani raznoliki, po drugi strani pa enotni in ponosni, da smemo pripadati katoliški cerkvi. Zato knjigo čestitam vsem ustvarjalcem in se zahvaljujem, da so jo pripravili in izdali. Založnici družini in njenemu direktorju gospodu Tonetu Rodetu, uredniku monsinjorju Franciju Petriču, piscem člankov, tistih velikih predstavitev, profesorju doktorju Metodu Benediku in monsinjorju Francu Trunklju, potem pa seveda vsem drugim sodelavcem v redakciji, posebej pa še gospodu Smrketu za tako lepe fotografije. Letošnjo jubilejno leto smo si zamislili tako, da bi okrepili našo zavest pripadnosti svoje škofiji in preko nje vesoljni cerkvi. Ta nazorna in lepa predstavitev bogatega verskega izročila, ki danes odlikuje naše župnije in druge sestavne dele ljubljanske nadškofije, naj nas torej še globlje zaveže in utrdi v naši zavednosti in pa hvaležnem ponosu, da bomo danes in jutri ostali zvesti svoji nalogi za pomnožitev vere ljudstva. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mačkov. Z veseljem predajam besedo avtorju prvega dela knjige zgodovine ljubljanske nadškofije, dr. Metodu Benediku. Hvala lepa, lep pozdrav gospodu Nadškofu, pa gospodu Škofu, gospodu direktorju, gospodu uredniku in seveda vsem sodelavcem in vsem, ki ste tukaj pri predstavitvi. Po besedah zadnjega vesoljnega cerkvenega zbora so župnije najvažnejša krajevno urejena občestva vernikov, ki v medsebojnem sodelovanju in predvsem v povezanosti s svojim škofom gradijo, spodbujajo in oblikujejo versko življenje v krajevni cerkvi. Predstavitvi teh temeljnih občestev v ljubljanski nadškofiji smo v temle delu za izhodišče predložili vsaj bežen pogled na zunanjo rast in notranje zorenje krščanstva v naši deželi. 550 let škofije je že kar lepa doba in jubilej je častitljiv. Obenem pa je jasno, da se ob jubileju ni mogoče ustaviti zgolj pri 5 stoletjih in pol, ampak je treba zajeti krščanstvo na območju škofije v vsej njegovi časovni razsežnosti. Tak pregled sam po sebi ponuja ugotovitev, da pred 550 leti sploh ne bi bilo treba govoriti o ustanovitvi nove škofije, ampak o ponovni vzpostavitvi starega škofijskega sedeža v Emoni, kodar je krščanstvo živelo približno od konca 2. stoletja naprej. Ob škofu Maksimu po imenu poznamo še druge emonske kristjane, ob Emoni še druga krščanska središča, med katerimi arheologija posebej odkriva Karnium, Kranj, morda tudi škofijski sedež. Prav arheologija dokazuje, da ob zatonu antike krščanstvo na naših tleh ni zamrlo, ampak v drugačnih oblikah kontinuirano živelo v dobo, ko se z misijonsko dejavnostjo Ogreja iz Salzburga začne drugo pokristjanjevanje naših slovenskih prednikov, ko se začenjajo vzpostavljati osnovne celice urejenega cerkvenega življenja, župnije. V 13. stoletju nas preseneti spodleteli poskus ustanovitve škofije za dobršen del slovenskega ozemlja v
Gornjem gradu naj bi bil sedež. Končno pa v 15. stoletju po svojevrstnem spletu zunanjih okoliščin zaživi škofija sedeža v Ljubljani. Naj pri tem najprej poudarim predvsem dva momenta. Prvič, krščanstvo je v naši deželi zaživelo v antični dobi in nikoli ni prenehalo. Razna neurja, od zatona rimske države in preseljevanja narodov, pa do zunanjih in notranjih viharjev našega časa, ga niso zatrla. Spreminjale so se oblike, evangeljsko sporočilo pa se je včasih bolj sproščeno, včasih skoraj zatrto, kljub vsem viharjem ohranjalo. In drugič, kakor se nam zemljevid ljubljanske škofije ob njeni ustanovitvi v 15. stoletju zdi čuden, kar nerazumljivo, župnije so raztresene po Kranjskem, Štajerskem in Koroškem, je pa prav po tej cerkveni organizaciji Ljubljana začela dobivati središčno vlogo v slovenskem prostoru. Znano nam je, mnogi to radi poudarjajo, da je vsaj do takrat, morda še nekoliko čez, bila najpomembnejše cerkveno, kulturno, tudi gospodarsko središče Stična. Zdaj z ustanovitvijo škofije to vlogo prevzema Ljubljana. Beseda ljubljanskih škofov, njihove spodbude in navodila je bilo slišati v vseh treh slovenskih deželah. Kot da je to klic iz starodavne dobe po povezanosti in klic k sodelovanju v naši dobi. Pa še tretji moment. Zgodovina cerkve je nenehno prepletanje službe in karizme, tako v vesoljni kot v krajevni cerkvi. Pomenljivo je, da vemoni poleg škofa Maksima zvemo tudi za skupnost menihov in Bogu posvečenih devic, s katerimi si dopisuje sveti Hieronim, ki krščanstvo tej krščanski občini oblajajo in so mu res dodana vrednost. V zgodnjem srednjem veku benediktinci oznanjajo evangelij, sooblikujejo prva župnijska središča in rišijo smer slovenske vernosti. Potem župnije postajajo nosilke urejenega verskega življenja, posamezne redovne ustanove različnih zvrsti pa bogatijo in poglabljajo versko življenje, pri čemer imajo od poznega srednjega veka naprej bogat delež tudi najrazličnejše laiške skupnosti. Ljubljanski škofje so večinoma dobro znali prisluhniti duhovnim pobudam, včasih zelo širokosrčno, včasih pa z veliko mero preznosti. Župnije, ki so postajale vse številčnejše, so svojo značilno župnijsko dejavnost krepile tudi s pomočjo redovništva. Prepletanje službe in karizme v cerkvi na Slovenskem ni bilo vedno najspodbudnejše, vendar pa je treba zatrditi, da sta si obe komponenti cerkve nenehno prizadevali za čim plodnejše sodelovanje v korist našega naroda. Zgodovinski pregled od predhodnice škofije v Ljubljani do ljubljanske metropolije želi pokazati, kako se je naša krajevna cerkev porajala, kako je zorela v prepletanju in sodelovanju službe in karizme, kako sta krščanska misel in duhovnost sooblikovali slovenski etos in v marsičem ustvarjali tisočletno podobo našega naroda. Čeprav tale pregled seže vse do današnjih dni, pa vendar še ne more predstaviti ustreznega ovrednotenja življenja škofije v najnovejšem času, še manj seveda ustrezne umestitve tega časa v tisočletno zgodovino. V celoti pa vendar razločno pove, da ima krščanstvo z vsemi svojimi vrednotami v naši deželi tisočletne korenine in da je integralni del življenja slovenskega naroda. Spomin na to nas lahko navdaja s ponosom in veseljem, nismo šele od včeraj, za prihodnost pa nas zavezuje k vztrajnemu nadaljevanju evangeljskega oznanjevanja in predvsem doslednejšemu prizadevanju za življenje po evangeljskih vrednotah. Hvala. Hvala lepa, dr. Benednik, za pogled nazaj in naprej. Ob zaključku te predstavitve prosim še za
zaključne misli urednika, glavnega urednika tega projekta in vodi magistru Franci Petriču. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod Načkov, gospod Škof, dragi prijatelji dobre knjige in seveda ljubljanske Načkofije v tem pogledu še posebej. Slovenski, še posebej pa ljubljanski krajevni cerkvi danes predstavljamo delo z naslovom Mati mnogih cerkva, ki na 784 straneh s težo 3 kg in 600 gramov govori o ljubljanski škofiji. Knjiga ima dva vsebinska sklopa. Prvi na 175 straneh pripoveduje o predzgodovini, o nastanku in življenju ljubljanske nadškofije, od antike do današnjega dne in ga je napisal, kot smo slišali, profesor cerkvene zgodovine, dr. Metod Benedi. Drugi del pa na 608 straneh predstavlja 234 župnij nadškofije in je delo avtorja dveh letopisov ljubljanske nadškofije za leto 1991 in leto 2000 monsignorja Franca Trunklja. Gospod Trunkl se je opravičil, ker ima sedaj le sodni zbor na cerkvenem sodišču in še niso končali postopkov, tako da zato ni tukaj danes. Monografija nosi tak naslov, ker govori o škofijskem občestvu, ki ga sestavljajo številna župnijska občestva. Zato naslov Mati mnogih občestev verujočih naše krajevne cerkve. Seveda se povezuje z znamenitim nazivom Lateranske bazilike v Rimu, ki nosi naslov Mati in glava vseh cerkva, mesta in sveta. In ta naslov v prenesenem pomenu velja za vsako škofijsko oziroma škofovo cerkev, v prenesenem pomenu pa tudi za občestvo verujočih. In zato smo se odločili za tak naslov. Pobudo za nastanek te knjige, ki naj bi predstavila našo nadškofijo in njene župnije, je dal gospod Načkov, dr. Anton Stres, kmalu zatem, ko je prevzel vodstvo naše nadškofije. Dogovarjanja o res nelahkem delu so nekoliko odložila začetek del oziroma priprave, a po zaslugi obeh piscev, ki sta se velikodušno odzvala po vabilu, predvsem pa našega fotografa Marjana Smrketa, ki je tako in zavzeto pristopil fotografiranju vseh župnijskih in nekaterih drugih cerkva, včasih moram priznati tudi v zelo težkih okoliščinah, je dalo zalet, da sva s tehničnim urednikom Robertom Debevcem lahko delo zaključila v skoraj dogovorjenem roku. Sodelovali so seveda tudi številni župniki, ki so pregledali besedila za svoje župnije in prijazno omogočili zahtevno fotografiranje. Obsežno lektorsko delo je uspešno opravila profesorica Vida Freli. Medtem, ko je bila zasnova prvega dela knjige, ki obsega zgodovinski pregled, lažja, se je bilo o vsebinskem okviru drugega dela, to je predstavitvi župnij, potrebno dogovoriti oziroma ga tekstovno omejiti. Da bi imelo trajnejšo vrednost, smo se izognili običajnim statističnim podatkom značilnim za letopise in razširili splošni del. Vsaka župnija je zato predstavljena sliko zunanjščine in, če dopušča besedilo, tudi notranjščine, to je v večini, in seveda sliko svojega zavetnika. Naj povem, v knjigi je nekaj manj kot 1000 fotografij, v prvem delu 200, v drugem pa 775, priložene pa so seveda tudi barvne vinjete in zemljevidi, kar število dvigne kar lepo na 1000. Tekstovni del je leksikografsko zgoščen in kolikor je mogoče natančen. Župnije in kraj postavi v geografske in zgodovinske okvire, predstavi župnijsko cerkev zgodovinskega in umetnostnega vidika ter znane osebnosti povezane z določeno župnijo. Vselej so tudi naštete in kratko opisane vse podružnične cerkve. Župnije so razporejene po abecednem redu, na koncu pa je tudi kazalo po abecednem redu zavetnikov, dodan je zemljevid nadškofije z vsemi župnijami, njihovimi mejami in seznam oziroma razporeditev po dekanijah in arhidiakonatih. Povsod so v opombah navedene tudi knjige ali spletne strani, ki obširneje pišejo o posamezni župniji.
knjigi pa smo seveda morali dodati tudi nekaj statističnih podatkov, ki jih je poskrbela naša pastoralna služba. Naj omenim, ljubljanska nadškofija ima 310 škofijskih duhovnikov in 143 redovnih duhovnikov, 233 teritorialnih in eno personalno župnijo. Od 234 župnij je 200 župnij zasedeni, torej imata svoje duhovnike, 31 pa jih je v soupravi. Naša nadškofija ima 72.106 prebivalcev in 555.758 katoličanov. Razdeljene je v 4 arhidiakonate in 17 dekanij. Jubilejno leto, ki ga obhaja naša nadškofija, je močno omejilo čas priprave in izdelavo te zahtevne monografije, ki jo imate v rokah. A upam, da bo vseeno upravičila pričakovanja mnogih in dostojno predstavila našo nadškofijo. Pred dobrimi 110 leti je nemški Herderjev leksikon pod geslom Laibach Ljubljana zapisal, da je Ljubljana die katholischste Stadt Österreichs, torej najbolj katoliško mesto v Avstriji. Ko bodo bralci jemali v roke to knjigo, ne bodo mogli mimo opombe, da je po lepo urejenih, skrbno vzdrževanih in umetniško obogatenih cerkvah ljubljanska nadškofija tudi danes vredna vseh presežnikov. Iz vsega, kar predstavi monografija, pa veje ljubezen vernega ljudstva, ki je sicer morda številčno res bolj razrečeno kot v 19. stoletju, a res gorečnost za lepoto božjih hiš in čast krajevnega občestva sta enaki ali celo še večji. Hvala lepa. Lepa, magister Petrič, na vrsti ste vi, navzoči, z morebitnimi vprašanji o monografiji, knjigi. Prosim, da se z dvigom roke oglasite in izrazite željo po vpraševanju. Spodbujam še enkrat.